Če torej premore kaj opominjanje o Kristusu, če kaj spodbujanje iz ljubezni, če kaj občestvo duha, če kaj sočustvovanje in usmiljanje, dopolnite moje veselje s tem, da ste istih misli in iste ljubezni, ene duše in enega mišljenja, piše sveti Pavel Filipljanom. Letošnji dnevi duhovnosti so izpolnili prav vsa moja pričakovanja, razmišlja Marjan Dvornik. Živeli smo cerkev, eklezijo. Vsak med nami je lahko pokazal vse svoje najboljše lastnosti. Prav to, da smo oblikovali okoliščine, ki so omogočale, da je lahko bil vsak svoja najboljša uresničitev v konkretnih razmerah, je letos uspelo še bolj kot kdaj prej. Bili smo istih misli, polni pričakovanj, predvsem pa navdušeni v slavljenju stvarnika. Noben zaplet ni bil nepremostljiv, celo več. Že od samega začetka je lahko vsak doživel, kako potekajo dogodki, ko vzame Sveti Duh stvari v svoje roke. Ko smo gradili odnose, se dopolnjevali, prispevali svoj delež pri izvedbi, smo občutili, kaj pomeni biti ena duša. Vsaj zame je bilo presenečenje, da so udeleženci najvišje ocenili tiste ure, ko so gostje pozvali k sodelovanju tako, da je bilo srečanje istočasno tudi delavnica. Prav v konkretnem izkušanju edinosti je prišla do izraza polnost pomena cerkve. Osrednja osebnost Jezus nas je v obilju božal svojim duhom. Od jutra s petimi hvalnicami, preko obilja slavljenja čez dan, vsakodnevnimi molitvami nad posamezniki, večernim evharističnim slavjem in zaključkom z Marijo pred kapelo, je bil vsak trenutek dneva prepojen z božjo ljubeznijo. Čutili smo jo fizično, polnila je poslušalce prav tako kot goste. Že nekaj dni po prihodu domov sta dva gosta, ki sta bila prvič med nami, napisala v sporočilu, da je bilo lepo. Na zaključni refleksiji v soboto popoldan so bili vsi navzoči soglasni v doživljanju teh dni. Ti dnevi so bili prepojeni s polnostjo, toplino, obvarovani pred napadi hudega in preprosto rečeno blagoslovljeni. Vse to doživljanje je garancija, da bo naslednje leto prišlo še več tistih, ki hrepenijo po občestvu, v katerem bodo napolnili svojega duha z mirom, veseljem, krotkostjo, pa tudi z okušanjem medsebojnih ljubečih odnosov. Prav takšno sem si vedno predstavljal cerkev Jezusa Kristusa. V njej so ljudje radi, potolaženi, če so bili prej žalostni, lahko udejanjajo svoj najboljši del samega sebe. Vedno najdejo bližnjega, ki nanje kliče Božji blagoslov, pa tudi moč Svetega Duha. Človek ni več sam. Postali smo Božji otroci. In očetovo veselje je bila naša moč. To je okus po svetem. Prepričan sem, da je lahko vsak s takšno izkušnjo ponesel v svoj vsak dan zaklad, iz katerega bo črpal. Ob vsaki žeji bo spomin na cerkev na Butoraju omogočila pitje žive vode, za moč, ki jo potrebuje za premagovanje ovir. Moje
pridemo v stik s teboj, da naše srce zadihtijo in da petajo s tvojo ljubeznijo. Da se naše srce povežejo z našimi mislimi, da začutimo v možganih, razumsko in v naših srcih s čustvi eno in te isto ljubezen. Ljubezen tebe. Torej, dragi prijatelji, prva stvar je to, da vemo, da smo blagoslovljeni. Posebej zaznamovani z jagnjetovo krvjo na glavi, na srcu, na prstih, na rokah in da blagoslov je neustavljiv. Neustavljiv. Samo na boljše greš, samo na dobro. Edino ena stvar je, če mi sami stopimo ven iz blagoslova, reče, jaz pa ne bom zdaj, bom delal nekaj proti Bogu. Sami stopimo ven, takrat pa izgubimo blagoslov. Takrat pa ne bomo šli navzgor. To smo največji sovražniki, smo sami sebi, mi sami. Nihče drug te ne more ne škodovati, noben hudič, nič te ne more prekleti in ne vem kaj vse, če ti sam ne stopiš iz blagoslova. Torej, mi ostajamo v blagoslovu in bomo videli Božje delovanje. Bo ali ne bo? Zmaga ali poraz? Rešitev ali zasužnitev? Sreča ali nesreča? Blagoslov ali prekletstvo? Amen. Torej, druga stvar, ki se mi zdi zelo pomembna, enostavno Božja beseda. Mi ne poznamo Božje besede, katoličani. Ne spuščamo se Božjo besedo. In je več, če smem tako reči, kakor manijina razodetja v Medžugorju. Ki pa nič drugega ne govori, kakor samo to Božjo besedo berite in tako naprej. Je več kot razodetje svete Brigite, pa ne vem, 7 rožnih vencev, pa ona vodica iz tiste cerkve, pa iz te cerkve. Božja beseda. Božja beseda, haleluja. Božja beseda, ki pa se razlaga v kritičnih trenutkih z razlago cerkve. Cerkev je dobila obljubo, jaz bom z vami do konca sveta, še preden so vse moderne in protestantske in luteranske in druge cerkve bile, je dobila obljubo. Na nek način so tudi vsi drugi bratje protestanti del cerkve. Ampak katoliška cerkev od samega začetka dobila obljubo v kritičnih trenutkih, da prav razlaga Sveto pismo. Ampak mi Svetega pisma ne poznamo. Saj tudi drugi protestanti bratje ne poznajo. Slabo poznajo. Vsi skupaj slabo poznamo. Spomnim se ene sestre vere, ki jo zelo spoštujem, ni katoličanka in rekla, kaj pa zdaj hočejo vsi delati na tem, da bi bil ekumenizem in da bi bili vsi eno. Nikjer to ne piše v Svetem pismu. Neko ljuba sestra, vi ne poznate Svetega pisma. Jezus je rekel v veliko duhovniški molitvi, Oče, prosim te, da bi bili vsi, ki vame verujejo, kaj? Eno. Torej, ona, ki bi naj poznala Sveto pismo, ga ne pozna. Ne poznajo, tudi ne. In imamo v Svetem pismu obrambo na katoliške cerkve, ko nas napadajo, imate kipe, imate ono in tako naprej, nas napadajo, imamo v Svetem pismu obrambo. Iz Svetega pisma. Ali ni bilo na, mimogrede, torej v Svetem pismu je vse, ali ni bilo na skrini zaveze, ali nista bila 2 angela. Kak sta bila 2 angela? Kot kipa. Pa je celo Bog zapovedal, naj bodo tisti kipi. Ne rečem, da moramo kipe moliti, to sploh ne. Ampak za pametnega človeka niso pomembni. Torej, Sveto pismo je pomembno. Včasih vidimo, da imajo nekateri bratje protestanti večjo gorečnost, kot je imamo mi. Ti pravijo res Božje besede, zdaj pa je ono, pa je Jezus rekel to, seveda. In tudi imajo večjo gorečnost. Različen boljše je goreči, še koliko toliko v pravi liniji protestant za Boga kot en mlačen katoličan.
Katoličanke ne poznajo ne svoje vere, ne česar. On je naš brat bolj, če je goreč za Boga, hoče izpolniti Božjo voljo, kot pa en grešen, ali pa pač odpademo od Boga, kot katoliški cerkvi. In zato imajo pa samo eno stvar, bratje protestanti, Sveto pismo. Samo na Svetem pismu se oni lahko zažgejo, drugega nimajo. Rekli, da drugo ni važno, ni ravno tako enostavno. To je še drugo vprašanje, ampak problem pa je v tem, da mi ne beremo Svetega pisma. In če bereš Božjo besedo, se boš užgal. Ne na privatnih razodetih. Hvala Bogu, če so, pa ti verjameš, pa delaj tako in tako ne bo. Ampak na Božji besedi, zakaj kdo pravi tako? Bog sam pravi tako. Pravi, iz oznanjevanja, iz poslušanja česa? Božje besede. Prihaja kaj? Vera, pravi apostol Pavel. Vera pride iz poslušanja, poglabljanja Božjo besedo v Sveto pismo. Nujno moraš vedeti, kaj Bog govori tebi. Bog govori tebi. Zame Sveto pismo, ga bereš. Naenkrat se bo tvoje srce začelo spreminjati, ozdravljati boš začel o Božji besedi. Ja, kako sem slave volje, kako ne je tisto in ono drugo. Beri Božjo besedo, to je zdravilo. Kaj ti moje besede, pravi Bog, so duh in še kaj? Resnica in še kaj? Življenje. Torej, če hočeš življenje, poleg sveda svetih sakramentov, to, da ne grešiš, da ne boš šodil po teh greha, da se boriš, tudi Božja beseda prinaša kaj? Življenje. Življenje, ti boš živ, nekaj boš imel neko ogenj, svobodo duhovno, na Božji besedi, Sveto pismo. Danes imamo internet, napiše Sveto pismo, enter, ti vrže ven ta naš katoliški program in lahko tam čitaš Božjo besedo. Lahko Božjo besedo študiraš po nekem pojmu, naprimer ljubezen, pišeš ljubezen, enter, vsi stavki Svetega pisma o ljubezni. Naenkrat boš razumel, kaj? Ne kaj pravi revija Jana o ljubezni, ampak kaj pravi Bog o ljubezni. Kaj Bog pravi o ljubezni. Kaj Bog pravi o tvojih otrocih. Kaj Bog pravi o tvojem denarju. Kaj Bog pravi o tvoji usodi. Kdo je najpametnejši, pa najvišji, pa največja modrost? Božja modrost. In to je Sveto pismo. Zadnjič mi je rekel en, Marija je rekla, ne vem v katerem nekem razodetju, da so protestantje, niso naši bratje, da so oni bolj bratje z pravoslavnimi. Je pa to ni nikjer, niti ni v nauku katoliške cerkve, ni nobene logike, ker ono pravoslavni sploh nočejo biti bratje, kaj ekstra z drugimi protestanti, sploh ni res. In to bi naj bilo neko privatno razvetje. Gremo, ostanemo v nauku katoliške cerkve, ostanemo v Božji besedi, ki bo tebe osebno dvignila gor. In potem še privatna razodetja, če hočeš. Božja beseda je pred vsem tem. In še enkrat, protestanti, bratje imajo samo Božjo besedo, nimajo pa odzadaj avtoritete cerkve. Zato se oni delijo. Imaš protestantski cerkva, malo morje, po domače povedano, in binkošnih cerkva, pa ne grejo čisto skupaj, pa onih cerkva. Hvala Bogu, rečem za njihov odnos do Boga, v odnosu, tu so goreči, poznajo Božjo besedo, ampak kot cerkev, tu se bi lahko mi precej vpraševali. Torej, nam manjka, nam manjka Božja beseda. Božja beseda. Poznavanje Božje besede je takoj že, če hočete, delavnica, je poglobitev v globino, je zdravilo za tvoje srce in za tvojo dušo. In dobil boš vero, gorečo vero. Vedel boš, kaj Bog govori, to je najpomembnejše. Najpomembnejše je to, kaj Bog govori tebi. In boste videli razliko med Božjo besedo in nekim drugimi razodeti. Sveto pismo je nujno potrebno. In mi verjamemo, torej Sveto pismo mi verjamemo. Kaj Bog govori. In Jezus je rekel, če moje besede ostanejo v vas, torej morajo prvo njegove besede priti v mene, v moje srce. Pravi, če moje besede ostanejo v vas, vi v meni, pravi, prosite,
karkoli hočete in se vam bo zgodilo. Haleluja. Se vam bo zgodilo. Torej, Božja beseda ne ostane v tebi, se pravi, ti se poglobiš v Božjo besedo in potem, ko je Božja beseda v tebi in ti si v Božji milosti, ne stopaš ven z grehom, v veri si, to je prva stvar, je vera, si v veri, potem se bo zgodilo karkoli, prosim. Ali more Bog spremeniti usodo, zdaj, ko smo vse izgubili in tako lahko? Bog ima dolgo roko. In jaz sem videl v svojem življenju prej, ko še me nihče ni učil, niti sem sam zrasel toliko v veri, ampak sem vse skupaj ene stvari nastavil tako, da je Bog bil temelj in da bi stvar zdržala. Ampak jaz nisem veroval, da bo zdržala. Kasneje se je videlo, ja, te stvari bi se točno tako odvijale, kot Bog obljublja. Samo jaz sem odstopil. Me razumete? Torej, mi potem, ko enkrat molimo, ja, zdaj bom jaz odstopil, ne bom več veroval, bom, ne vem, nekaj drugega poskušal, ker zapustimo vero v Božjo besedo in Božjo obljubo. Torej, Božja beseda je izredno pomembna. In druga stvar je, se pravi, če Božja beseda ostane v vas, prosite, karkoli hočete in se vam bo ali ne bo. Bo zgodilo. Torej, mi verjamemo, ker je Božja beseda v nas. Torej, ena stvar je, Božja beseda v nas pomeni tudi en stavek, če hočeš. Ti si rekel, Jezus, prosite v mojem imenu in verujte in se bo zgodilo. Torej, mi vse te pogoje, ki so v Božji besedi navedeni, mi jih poskušamo izpolniti in verujemo. Zdaj, ko naprej verujemo, potem lahko tudi pričakujemo. Ampak ne neke pravljice. Mi pričakujemo na osnovi Božje obljube, Svetega pisma, kar je Bog rekel, Jezus rekel. In mi lahko poznamo Božjo besedo boljše kot marsikateri bratje protestanti. Spomnim se ene Jehovine priče, sem bil tam pri njih, potem so se sicer spreobrnili, spravi pač zapustili so Jehovine priče. Ampak je rekel, zakaj vi krščujete v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha, ne pa v imenu Jehove, Jahve. Sem rekel, Sveto pismo tako piše, krščujte jih v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Ja, kje pa to piše? Sem rekel, na koncu Markovega evangelija, ker ne poznate tega. Rekel, sinu, takoj idi pogled, če res tako piše. Torej, ne poznajo Božje besede, mi pa moramo poznati. Nekdo pride k nam pa nekaj trdi Svetega pisma, tak pa tako piše v Svetem pismu, mi ne znamo odgovora. Ne? Vemo, ja, viš pa res je tako. Zakaj? Ker se nisi poglobil v te kritične stvari. Če boste mogoče kdaj bili v neki dilemi, kako naj branite neko področje verovanja iz Svetega pisma, najbolj enostavno, lahko mene pokličete, če boste imeli kakšen problem. Jaz sem te stvari moral dobro preštudirati. Torej, vem v glavnem večino ali pa skoraj vse odgovore, koliko toliko ustrezno iz Svetega pisma v obrambo katoliške cerkve. Ampak to sploh ni pomembno. Pomembno je to, da mi začnemo brati Božjo besedo, mi začnemo verovati. In če poznaš vsaj en stavek, se na njega nasloniš in češ, Gospod, ti si tako obljubil in jaz to verujem, da to bo. Torej, verovanje Božje besede daje rezultate. Gospod, želimo hoditi v Tvoji luči. Želimo se sončiti v Tvoji prisotnosti. Gospod, edino Tvoja luč je tista, od katere nikoli ne zagorimo tako močno, da bi lahko zboleli. Gospod, ta Tvoja luč nas osvobaja, ta Tvoja luč nas očiščuje, ta Tvoja luč nas ozdravlja. Ne verovanje privatnega razodetja, ne verovanje ne vem, nekega guroja tam ali pa karkoli politike ali karkoli. Verovanje Božje besede. Ker to je Bog rekel, on sam je rekel. In to da potem rezultate. Da rezultate. In mi čakamo, v rezultate čakamo, da se uresničijo.
da se uresničijo. Bog še enkrat nam obljublja v Božji besedi blagoslov, ki je rešitev za vsa področja našega življenja. Ampak pomembna je tudi naše sodelovanje z Božjo besedo, Svetim pismom. Druga stvar je, torej oznanja se Božja beseda. Mi ne oznanjamo Božje besede. Če mi oznanjamo Božjo besedo, bi imeli uspeh. Zato pa premalo cerkev oznanja Božjo besedo. Mi imamo navadno v cerkvi kaj? Zdaj se je malo spremenilo, ampak prej imamo potem velika predavanja, ne vem, neka sociološka, psihološka, filozofska in tako naprej, predavanja. Ne predavanja, Božjo besedo, kako jaz uporabim v svojem življenju. In tu bi mi potem uspeli. Pravi, če ti tudi drugim oznanjaš svoje družine, ne jim oznanjati ne vem, svojo pamet, pa jim groziti, kako morajo živeti in tako naprej. Lahko je sve opomniš, ampak glede na Božjo besedo jim oznani. Tako so apostoli, pravi, Božja beseda se je širila potem. Oznanilo mora biti Božja beseda, Sveto pismo, ne toliko privatna razodetja, sploh pa prenova, bi rekel, je na Svetem pismu, na karizmah, ki so v Svetem pismu, na Božji prisotnosti, na maziljanju, na duhu, ki deluje, in to ima potem uspeh. Pomembno je, da mi stopimo in da smo uspešni na tej hoji za Bogom, da duhovno rastemo, da poznamo stvari. Še enkrat, bratje protestanti imajo samo Sveto pismo in samo tisto potem študira, tisto je zelo v redu, hvala Bogu, ampak nimajo pa tudi ne celotnega spoznanja Svetega pisma. Zakaj? Ker Sveto pismo je premalo. Sam apostol Pavel pravi, vse to, kar sem vam jaz povedal in to, kar je v pismih, tega se držite. Ne samo to, kar je v pismih. Ker Sveto pismo ravno zatrjuje, da je samo Sveto pismo premalo. To je tisto, kar sem jaz povedal vam, se pravi, iz izročila cerkve. Tam imamo mi dva vira verovanja, izročilo cerkve in pa Sveto pismo. Ustno izročilo, to, kar je cerkev verovala, in pa Sveto pismo. Kaj mislite, kaj je bilo prej? Cerkev ali Sveto pismo? Torej, tudi skupnost, stara zaveza je bila pred cerkvijo, kar pomeni skupnost, je bila prej že, ampak določila je, kaj je Sveto pismo, je določila verska skupnost Judov. To, kar je Sveto pismo, je pa določila cerkev. Ene stvari so rekli, to ni prava stvar, to pa je prava stvar. In je cerkev je tista, ki je določila, kaj je Sveto pismo. Ni Sveto pismo določilo, kaj je cerkev. Delno je to, ampak prej je cerkev rekla, ta knjiga je, Judov evangelij pa ni Sveto pismo. In to je tako kanon, ki ga imamo mi katoličani, ki je stari judovski kanon, se pravi zbirka svetih knjig, in pa novi kanon svetih pisem, katere so bile končno. Recimo pismo Korinčanom, Klemenovo pismo Korinčanom ni, naprimer. In potem mnoge druge knjige in pisma so bili, ampak niso v kanonu. Se pravi, cerkev je določila tisto, kaj je pravzaprav Sveto pismo. Sveto pismo je izredno pomembno, za prakso gre to. Vzami, kadar boš slabe volje, kadar ne boš kaj vedel, kadar bi rad kaj vedel o tem, kakšno odločitev. Vzami internet, idi na stran, napiši Sveto pismo, enter in idi noter spoznavanje, beri. In boš videl spremembo v sebi. Božja beseda je pomembna. In oznanjevanje smo rekli, bližnji tudi Sveto pismo. Brez Svetega pisma nismo pravi maziljenci Božji. Ne bomo uspeli. Božja beseda, katero mi potem verjamemo in jo razglašamo in jo potem tudi pričakujemo, da se bodo te stvari zgodile. Beseda je za vsa področja našega življenja in nam daje moč. No, to je bilo moje nekako sporočilo v zvezi s Svetim pismom in je prav, če ga uporabljamo, torej Božjo besedo pa lahko mi razmišljamo
In potem, ko beremo Božjo besedo, tisto, kar se nas dotakne, to tako veste, tam lahko greš v tej meditaciji noter, globino. Kako dolgo greš noter? Dokler imaš kaj hrane, se pravi, ti bereš Božjo besedo, ampak en stavek se teba dotakne. Haleluja, kako lepo to piše. In potem pri tistem ostaneš. In to je tvoja meditacija. In zdaj greš noter v globino Božje besede. Greš noter. Tvoje srce se osvobaja, ti razmišljaš o tem, samo gledaš to, kar se te dotaknilo. Tam je ena luknjica bila narejena za v nebesa, za Božjo milost. In tisto teče, Božja milost teče v tvoje srce. Ti pri tistem ostajaš. Kako dolgo? Če imaš čas, hvala Bogu, dokler ti paše, dokler ti daje duhovno zdravilo. To se duhovno potem poglabljaš v Božjo besedo in ti daje duhovno razlago. Druga stvar je, Sveto pismo lahko odpiramo. Odperem, Bog ti mi povej, prosim te, govori mi. Nimajo vsi te karizme. Jaz je navadno nisem imel, vedno sem kazalo odprl. Ali pa tam podnapise, pa zadnjo stran, pa ne vem, karkoli, samo neke narobe. Nekateri pa imajo. In je ena, ki ima karizmo, rekla, da sem rekel, Bog, zdaj pa nam ti govori, naj odpre Božjo besedo, naj bo za mene. In je odprla tam iz onega psalma, gospoduj sredi svojih sovražnikov, ko ono govori o Jezusu. Ne? Ampak sem rekel, to je točno za mene, gospoduj sredi svojih sovražnikov. Tisto me je nagovorilo, ker včasih se tako počutim, kot da sem sam, haleluja, proti vsem. Ne? Pravi, če se vojska utabori proti meni, ne bom se bal, ker si ti z menoj, haleluja, slava Bogu. In sem si napisal to, gospoduj sredi svojih sovražnikov. Ne? Tako sem gospodujem sredi svojih sovražnikov, enostavno imam moč, na nek način imam moč, celotno situacijo, ki je zdaj nastala, imam neko moč in mi sovražniki pravzaprav nič ne morejo, ne, zaenkrat ne duhovni, pa ne človeški, pa ne po človeških ozirih, ne cerkveni, če hočete, zaenkrat ne politični, zdaj, če se bo že kdo odločil, pač verjetno imajo tudi kako moč, ampak zaenkrat pravi Božja beseda, mi je rekla, gospoduj sredi svojih sovražnikov. In vidim, da se to izpolnjuje. Haleluja. Torej, odpiramo Božjo besedo in ko nas nagovori, če odpreš, pa nekdo nekaj prebere, zdaj to je ena stvar pri tem odpiranju, če te tisto nagovori, ali pa nekoga vse more nagovori, tako da ga res nagovori. Ne? Potem je tisto od duha Božjega. Če 3 so tu, pa jih nikogar ne nagovori, pustijo, ne rabiš brati, ne? Če pa koga nagovori, tista stvar je. In pa potem druga stvar je, da se včasih pokrivajo, 2 odpirata Sveto pismo, mi odpremo, Bog, prosimo, tudi nas pregovori, koliko je pač to biblično, ne vem, ampak vsekakor to se uporablja in zdaj, če se pokrivata. Jaz sem bral v Svetem duhu, ti si v Svetem duhu, torej to mora biti, še koga je nagovorilo, tako lahko mi Božjo besedo uporabljamo, tudi v skupini. Malo poskušajte to, in ko te nagovori, si jo zapiši, jaz jo imam stalno na pisalni mizi. Torej, tretja stvar pa je to, da enostavno bereš Sveto pismo. Mogoče začneš pri modrostni literaturi, potem pa bereš vsak dan vsaj, ne vem, kako časa ali pa kje se ti odpre, lahko karkoli je. Torej, kakor Božjo besedo je dobro študirati. Da imaš poleg molitve vsaj 10 minut za branje Svetega pisma, pa malo razmišljaj, idi v globino. In boš videl, dalo ti bo gorečnost, nič drugega te ne da gorečnost, kakor razmišljanje o Božji besedi. Na sveti duh Gospodi, hodi v luči, odviže na svetinosti. Hodi v luči,
stvar je tudi v vseh teh skrivnostih, koliko mi duhovno rastemo. Ne? Ena stvar je, recimo, eno je filozofsko, realnost, piti vodo, zdaj jaz pijem, ali pa napisati piti vodo in to razumeti. Ne? To so dve različne realnosti, me razumeš? Jaz tega ne morem dobesedno opisati, če takih osnovnih stvari, kot je piti vodo, ne morem opisati. Je tako? Nekaj podobnega je teologija, ki poskuša opisati vse te skrivnosti Boga. In Božja beseda je Božja modrost, Jezus Kristus. On je nedvomno Božja modrost. On je nedvomno Božja ljubezen, Božja najvišja modrost. Ne? Zofija, modrost še več, ja, se pravi neka urejenost, red, logos je več, ja. Tako. Po tej poti v Jezusu Kristusu, v Svetem Duhu, po Jezusu Kristusu prihajamo k Bogu Očetu. To je Jezus rekel, moj Bog in to je ta skrivnost Svete Trojice. Ampak ne glede na to, če smo mi zvesti tukaj, vztrajamo v veri, se nam duhovno rastemo in spoznavamo, recimo, ravno toliko, da lahko verujemo. Me razumete? Da lahko mi verujemo. Mi rečemo, ja, toliko, da jaz lahko lepo verujem, da čutim, da je to prava smer. To je pomembno. Ne? Božja beseda je nedvomno pomembna in pa Božjo besedo moramo brati in jo verovati tudi. Ne? Božjo besedo verujemo. Zdaj, kaj Bog pravi, tako je. Če on pravi, jaz te bom zaščitil, nas bom zaščitil. Ne boj se, mala čreda, oče vam je namenil dati kraljestvo, torej mi to verjamemo ali ne verjamemo? Verjamemo in verujemo. Oče nam je namenil dati kraljestvo. Jaz grem pred vami, da vam pripravim prostor, mi to verjamemo ali ne verjamemo? Se pravi, Jezus je rekel, da nam pripravlja prostor. Lahko pa razmišljamo, se pravi, take debate, to pa je nujno, zato ker mi moški še posebej bi radi vse razumeli, tako, ne? In to je nujno, če hočeš, če bo naše verovanje je logično, samo nikoli z logiko ne pridemo do konca. Ne? Logika je vedno del, gospodo razlagam, ko je malo bolj filozofsko, logika je vedno del in celota. Ne? In je vedno omejeno, se pravi, vedno je eno. Znotraj enega jaz poskušam nekaj razumeti. Ne? Ampak vendar, čim je eno, je že omejeno. Ne? Se pravi, če je eno, je že neka meja. Ne? Se pravi, tako da nikoli diskurzivno razmišljanje ni tisto zadnje. Zato je pa vedno ta mistično, bi rekel, to duhovna poglobitev, stik z Bogom na osnovi teh bergli, ki jih imamo mi, pa Božje besede tudi, kako je naj mi razumemo, je potem tisto zadnja stopnja v bistvu mistična. Ne? Razumevanje Boga. Ja. V večnost. Ne, imamo večno dušo, zdaj pa že, da že počasi končujemo, imamo večno dušo, torej prosim bi vas Božjo besedo. Ne? Imate računalnik na različne načine, dajte si vsaj 10 minut na dan ali pa 7 minut na dan Božje besede, pa malo razmišljati. Gremo vedno Božjo besedo počasi, z razumevanjem, poskušamo razumeti in takrat se bo naše srce vžgalo, takrat bomo stali trdno, tudi če ne bomo vseh detajlov do konca razumeli. In v tem smo ravno neulovljivi. Duh ve, kjer hoče. Haleluja. Vi imate večne duše, in Bog naj vas blagoslavlja in Gospod, jaz molim za te brate in sestre, daj ognja duha, tudi na ta moj govor, da jim bo ostalo za večnost. V imenu Jezusa moče in jih blagoslavljam. Amen. Tako. Hvala lepa. Ti virgin, za naši Gospod.